Afne, živijo! Danes nas čaka en video na temo YouTuba. Zadnje čase je zelo popularno biti YouTuber in glede na to, da je novo leto in da ljudje z novim letom radi sprejemamo nove odločitve, mogoče tudi ti postaneš YouTuber. Kdo ve? Kdo ve? Prva stvar, ki jo opažam glede YouTuba, je to, da je izredno cool danes biti YouTuber in zato posledično vedno več ljudi se snema. K sreči ni nobenega butastega pravila, ki omejuje, koliko uporabnikov je lahko, torej ki uploada videe. Tako da, kar se tega tiče, je čisto ok. Je pa problem, ker ne bi se vedno več ljudi odločali za snemanje, zato ker dobiš določene cool stvari, če si YouTuber. Jaz sem z YouTubom začela 3 leta nazaj in takrat, ko sem jaz začela snemati videe, sem jih začela tako, res spontano, nisem vedela točno, kaj delam, to sem že večkrat povedala in nikoli si nisem čisto dobro predstavljala, kaj je moj cilj z YouTubom. Ampak začela sem torej zato, ker me je zanimal make-up, ker sem hotela se snemati. Danes je scena drugačna, danes greš na YouTube, ti ponudi v desnem kotu polhen enih slovenskih naslovov, različnih slovenskih obrazov, tematike so zelo različne, vsak se seveda odloči za svojo zvrst in pristop in o tem, kaj bo govoril in snemal. Je pa pomembno, zaradi katerih razlogov ljudje postajajo YouTuberji. Nekje sem celo slišala, da ko mlade vprašajo, kaj bi želeli biti po poklicu, da je danes med top odločitvami, da bojo YouTuberji. In valjda je to zaradi tega, ker z YouTubom dobiš določene bonitete. Podjetja te razvajajo, te povabijo na določene dogodke, ti pošljajo celo darilca in včasih ti celo plačajo. In vse te mikavne zadeve znajo človeka navdušiti, bomo rekli tako. In zdaj, če so samo to razlogi, zakaj bi jaz bil YouTuber in koliko je to fajn in sploh, pol te moram pomiriti, da ni tako zelo fajn, ker z vsem tem bliščem pridejo tudi določene odgovornosti. Za začeti YouTube kanal moraš imeti neke cool razloge, neke prave razloge. Osnova YouTuba je v bistvu od ljudi za ljudi. Torej, jaz bom nekaj posnel, zato da bo potem nekdo gledal in ponavadi najbolj cool je, da to dosežeš na ta način, da se spomniš, kaj je tebi the best v lifeu, kaj je tvoj vsakdan, kaj tebi dela življenje pestro, zanimivo in kaj imaš ti konec koncev rad in to deliš z ljudmi, s svetom. In vedno ponavadi se delijo videi na, se pravi, poučne. Zakaj neki vtipkati v YouTube? Zato se nekaj naučiš od človeka, ki obvlada recimo da kuhanje, ali make-up, ali ne vem, šraufanje, ali kakorkoli. Imaš zabavne tematike, torej ljudje bojo prišli na tvoj kanal zaradi tega, ker se bojo radi sprostili, odpočili. Ne glede na to, kaj je tvoj razlog, kaj snemaš, katere so tematike, bi moj nasvet bil, da kanal obdržiš v tej temi, ki je tebi domača in ki je tebi strastna. Bodi zvest sam sebi in vsi ostali razlogi, zaradi katerih je danes fajn biti YouTuber, bodo slej ko prej prišli sami od sebe, zato ker boš ustvaril to neko zvesto, pristno energijo s svojimi gledalci in takrat se potem magic začne. Ko te ljudje radi spremljajo, potem si pa tudi ti nagrajen in s feedbacki pozitivnimi in s tem, da podjetja od te prepoznajo človeka, s katerim bi radi sodelovali in nekaj pokazali tvojim followerjem in tako naprej. Tako da pravi uspešen YouTuber je sposoben zgraditi most med svojimi gledalci in podjetji, ki recimo so potencialni naročniki, hkrati pa ne izgubiti svojo zvestobo do tega, kdor ti si. Kot sem omenila, ko sem jaz začela z YouTubom 3 leta nazaj, je bila scena slovenska zelo prazna, ni nas zelo veliko in posledično ni tudi bilo toliko zelo pomembno, kakšna je kvaliteta videov. Danes je pomembno, kakšna je kvaliteta videov, mislim, da za vse YouTuberje, ker konec koncev, če boš imel beden posnetek, slabo svetlobo, če boš snemal, ne vem, v neprijetnem ambientu, pol bo gledalec zelo hiter ugasnil tvoj video in tega nočeš. Ne rabiš ful drage opreme, ampak vseeno pa moraš imeti v mislih, kako lahko narediš svoje videe
najbolj tehnično gledljive. In jaz bom povedala, kaj jaz zdaj uporabljam na tej točki. Glede svetlobe, ki je zelo pomembna, 2 softboxa, en je na levi strani, en je na desni strani, zato da v bistvu tako ne meče senc, kamorkoli kažem roke, kamorkoli se obračam, da ni nobene sence in da je pač lepo osvetljen. Druga stvar glede svetlobe je ring light, ki svet zelo močno v moj obraz. Ta je še posebej pomemben, če delaš karkoli v povezavi z beauty segmentom. Kamero približno že 2 leti uporabljam Sony Alpha 5000. Gre za vlog kamero, ki ima ekranček, ki se lahko flipne za 180 stopinj, kar je tudi zelo priročno, ko vlogam, da dejansko vidim, kaj snemam. Jaz svoje videe zmontiram s programom Adobe Pro CC. Je plačljiv program, obstaja kar nekaj programov, ki niso plačljivi, ampak za neko profesionalno ukvarjanje z YouTubeom je zaželen, da imaš malo bolj močen, malo bolj profesionalen program, ki ti omogoča torej dobro, hitro montažo. Detajle, kako poteka montaža, niti danes v tem videu ne bi šla, da ne bi bilo predolgo, ampak osnovne funkcije montiranja se lahko vsak nauči na YouTubeu, ampak praktično v nekih 2 urcah se lahko naučiš zmontirati osnove, kako dati video skupaj in je video čist properly zmontiran. Jaz YouTubea nikoli nisem začela zaradi denarja ali da bi, ne vem, obogatela s tem ali kakorkoli, tako da se mi zdi tudi, ne glede na to, da so se zdaj časi spremenili, še vseeno, ja, z YouTubeom se da lepo zaslužiti, ampak če bo tvoja prioriteta to, da boš zgradil pošten, dober odnos s svojimi gledalci, s svojimi followerji, torej da jim pustiš blizu, da te spoznajo, da jih sprašuješ, da komuniciraš, da je tvoj kanal živ, torej da enkrat na teden probaš minimalno video uploadati na svoj kanal. Ko ti rata vse to zgraditi, ta odnos, šele takrat po mojem mnenju je pametno začeti gledati YouTube z vidika, da je to en biznis. Ker YouTube je biznis, vsak prav drugače laže. Vsak večji YouTuber, ki ima večjo bazo followerjev, naročnikov, gledalcev, absolutno verjetno, po vsej verjetnosti, 100% bi rekla, živi od tega. Torej, na YouTubeu se da zaslužiti na 2 načina. Prvi način je tisti, ki se ti prikazujejo oglasi spodaj ali na začetku videa ali kar v sredini skoč. Od vseh teh oglasov, ko se nabere dovoljšna količina ogledov, takrat te YouTube nagradi potem in dobiš plačilo na svoj TRR. To niso milijonski zneski v Sloveniji, niti ne govorimo o 1000 evrih, ampak recimo, da nekih 100 evrov lahko dobiš od teh oglasov. Teh oglasov, ki se ti predvajajo, ne izberem jaz, ampak jih nekako Google preračuna, kaj bi bilo moji publiki zanimivo. Drugi način je pa v bistvu plačilo podjetja, ki je pripravljeno oglaševati v tvojem videu. Torej recimo, da mi je ponudil Kodali določeno vsoto denarja, zato da bom jaz zdaj prisegala na njihov izdelek. Tukaj je zelo tanka meja, namreč ni problem, da podjetja pridejo do YouTuberjev, uspešnih YouTuberjev in jim ponudijo denar za promocijo, za delo, ki ga bodo konec koncev opravili. Problem je takrat, ko YouTuber začne ratvati preveč pohlepen in začne kar vse povprek lepo promovirati. Takrat se mi zdi, da tudi zelo hitro zgubi neko kredibilnost, ker konec koncev gledalci niste neumni in boste konec koncev hitro dojeli, kdo promovira zelo na silo, zelo prisiljeno in vse povprek samo zato, da zasluži. Moja filozofija v bistvu pri sprejemanju ponudb strani podjetij je ekstra preprosta in ne gre za nobeno večjo filozofijo. Jaz, ko dobim ponudbo strani podjetja, definitivno prva stvar, ki jo danes preverim, je to, a mi izdelek štima. A bi ga jaz kupila, a je to izdelek, ki ga bom jaz uporabljala in torej daljše obdobje in ga bom vzela za svojega. Torej v praksi gre to tako, če me kontaktira podjetje, recimo, da bi radi želeli promovirati polisalamo. In če jaz ne maram polisalame, ni šans, da bom jaz polisalamo vključila v svoj jutranji zajtrk in vam tam srala s kosom kruha in se delala, koliko je meni to super, če mi pač ni. In zato se zahvalim
in odpišem, da pač polisalame ne bo na kanalu Lepa Afna. Za neumen se mi tudi zdi razmišljanje, YouTuberi so pa plačani, YouTuberi pa dobijo denar, ker nekaj promovirajo. Seveda YouTuberi dobijo denar, ker nekaj promovirajo. Mislim, saj konec koncev je to delo, ki ga nekdo opravi, konec koncev je to oprema, ki jo je kupil svojim lastnim denarjem in konec koncev verjetno, če je dober YouTuber, itak vzame denar od tistega podjetja, ker mu je izdelek super in ga želi dobro spromovirati, dobro narediti reklamo, dobro konec koncev posneti video in meni v mojih očeh je to bi bilo prej neumen, da ta YouTuber nič ne dobi v zameno, ker kaj? Ker ne dela za ston? Za kaj? Za nič evrov? Kdo danes noben ne dela za nič evrov? YouTube je delo. Tako da po mojem mnenju na koncu dneva je od vsega YouTuberja odvisno, a si je uspel zgraditi iskren odnos med gledalci in sabo, med svojim kanalom in če je to uspel narediti, pol hvala Bogu, pol mu gledalci zaupajo in če je fair YouTuber, potem to zaupanje itak ga nikoli ne bi izrabil. Rada bi se dotaknila še ene teme, ki je zadnje čase v Sloveniji ekstra popularna. Danes je ful popularno delati YouTube videe z dramatičnim, šokantnim naslovom in potem z malo manj šokantno in dramatično vsebino. In tipi naslova, kot so kako v resnici služim denar. Moram reči, da oso gre samo enkrat na let. Jaz ne grem niti enkrat na ta let, ok? Ker danes ljudje v bistvu so pripravljeni za klike, za oglede, za lajke narediti vse. Vse. Ker to pač si pol popularen in prepoznaven in šokira Slovenijo in ne vem kaj vse. Če je to taktika od nekoga, absolutno, honey, do your thing, naredi svoj biznis, kakor misliš, da je najbolj zate. Ampak, tako kot verjamem, da se vsak človek odloči, ali bo v življenju širil ljubezen ali bedo, sovraštvo, kakorkoli, tako se vsak YouTuber odloči, kaj bo njegova rdeča nit videov. In če ima neka oseba na YouTubu videe, katerih rdeča nit je provokacija, šokantne vsebine, še enkrat provokacija in sramotenje sebe v prvi vrsti, pol v bistvu sem jo zelo hitro spregledala in tej osebi nočem imeti niti enega ogleda več, res, niti enega ogleda več. Tako da, valjda, ljudje imajo radi dramo, ljudje se najraje pogovarjajo o dramatičnih zadevah, celo ko se zgodi nekaj dramatičnega, neko streljanje, terorizem, kakorkoli, takrat je vse 5-krat bolj klikano, 5-krat bolj brano, gledano, vse je na potenco in razumem, zakaj je to toliko danes popularno, ampak vsak ima svojo logiko in to ni moja logika. Ok, ljubčki, da ta video ne bo ekstra dolg in predolg, imam tukaj še par vprašanj, ki ste mi jih napisali. Zbrala sem take, ki se ponavljajo, so se ponavljali in dajmo kar začeti še to. V bistvu take stvari, s katerimi se ukvarja čisto vsak, ko se loti nekaj novega. Dvom pred uspehom, najprej ti grejo po misli same negativne misli, ampak v bistvu, tako kot vsaka pot, dokler ne greš, ne veš in šele ko se lotiš določenih stvari, takrat se lahko odločiš pol, a je to zate, a ni zate. Ime rabe za svoj kanal, ime naj bo nekaj, kar začutiš, drugega recepta ni, torej, ko slišiš ime, da je tebi cool, logotipa v bistvu ne rabiš, ampak če hočeš biti full fancy, pol pač ti ga naredi tvoja prijateljica, ki je slučajno dizajnerka, hvala Vida Igličar. Kako začeti z YouTubeom, pa v bistvu zbrati pogum za začetek, dobiti neko osnovno opremo, pa sproti v bistvu dokupuješ in dograjuješ in tako. Vzame recimo video, da ga posnamem mi 2 uri, za montažo pa še dodatne 3. Če snemam vlog, je ta proces še daljši, montaža pa veliko daljša. Mislim, da tudi odrasel človek lahko naredi kdaj kakšno neumnost pa spremeni pogled, mišljenje na določene stvari.
kaj šele otrok. Otrok, ko si, se pravi otrok do 18 leta, bom rekla, ne, delaš določene stvari, ki jih definitivno čez 5, kaj šele 10-20 let ne boš več delal. Tudi jaz verjetno določenih stvari ne bom več počela, ampak zdaj sem vsaj polno zrela, odgovorna oseba, tako da pač, ne, sem takrat naredila, kar sem naredila, si bom rekla. Ko pa vidim punco staro 14 let na YouTubeu, se mi zdi pa prezgodaj. Tako da z YouTubeom začeti, ko si polnoleten, I guess. Imeti neko osnovno idejo in čim več snemati. Narediti si ful materijala in pol ta material iz tega lahko narediš nek spodoben vlog. Tako da, tako jaz vlogam. Ful materijala in potem vidite 80 minut. Pogrunti, kaj je tisto, kar je tebi the best, kar te veseli še enkrat in kaj si bo folk mislil, na to pa mislim, da nimamo vpliva, ne? Kaj si drugi mislijo v nas, ampak če smo mi na koncu zadovoljni sami s sabo in ljudje, ki jih imamo radi okoli nas, mislim, da je to že kar okej. YouTube streč ne daje nobenih pravil, kako naj video zgleda. Fajn je, če ni predolg, če ni preveč balasta in lapanja, ker ljudje danes nimamo pozornosti in vsem se nekam mudi. Tako da video naj bi bil predvsem zanimiv, ti moraš izžarevati nekaj, zato da te bojo ljudje lahko gledali in da jim ne bo šel pretirano na živce. Drugače pa, kaj vse morajo vključevati, mislim, sky's the limit. Tvoja domišljija naredi video dober in v bistvu je to kreativen proces, tako da vključevati mora tisto, kar ti misliš, da bi rada delila in da se splača pokazati. Ok? Sem se namučila in tudi nagovorila. Grem zdaj tole zmontirati. Upam, da sem odgovorila na nekatere od vaših vprašanj. Sem vsaj malo približala to sceno YouTubea. Nedolgo nazaj sem celo prebrala, da je YouTube takoj za Googlom po klikanosti in folk torej išče YouTube in posluša svašta od muzik do gleda videov in uživa v vseh teh vlogih, ki jih YouTuberji pripravljamo za vas. Tako, če se boš tudi ti odločil, da boš postal YouTuber ali pa celo, da si že, mi spodaj v komentarje prili mi tvoj channel, da si ga lahko malo prečekiram. Vso srečo na tej poti, če se odločite podati ali pa ste se že podali. To kot mene za danes, gledamo se v enem od naslednjih videov in rada vas imam. Čau!